Zdaj pa k najbolj vroči temi v mestu in to je dogovor med ZDA in Iranom. Po mesecih bombardiranja in prostega padca naftnih trgov je ameriški predsednik Donald Trump končno dosegel dogovor z Islamsko republiko Iran. Trdi, da je svet potegnil nazaj z roba svetovne depresije, saj cene nafte zdaj končno padajo. Vendar niso vsi zadovoljni s tem dogovorom, saj kritiki pravijo, da dogovor iranskemu režimu preprosto daje čas in orodja za okrevanje pred naslednjim valom spopadov. No, zdaj se nam pridružuje gostja, da razpravlja prav o tem. Naša gostja sta profesorica Heinz Gartner, politologinja na Univerzi na Dunaju, Hosrov Isfahani, direktorica raziskav pri Nacionalni uniji za demokracijo v Iranu, in Kaveh Shahrur, odvetnica in višja sodelavka na inštitutu McDonald Laurier. V redu, vsi skupaj, začeli bomo s 30-sekundnim hitrim krogom. Ne pozabite, imate le 30 sekund, da odgovorite na naše prvo vprašanje. Ko bomo postavili prvo vprašanje, bomo omogočili daljše odgovore. Naše prvo vprašanje je, če bi morali staviti, ali bo ta dogovor zdržal do konca tega leta? Da ali ne? In zakaj? Profesorica Gartner, prosim, začnite. Rekel bi previdno, da, ker bi bila alternativa popolna vojna. In vojna do zdaj ni prinesla pričakovanih rezultatov. Ni spremembe režima, ni kapitulacije, ni uničenja jedrskega programa in raket. In zdi se tudi, da predsednik Trump, pa tudi Iran in zalivske države ne želijo znova v vojno. Prav. Hosrov Isfahani, kakšno je vaše mnenje? Zagotovo, vendar ne mislim, da bo dogovor zdržal. Dva hitra razloga. Prvič, trenutni novi vrhovni vodja Islamske republike je dejal, da se ne strinja s tem memorandumom o soglasju, mirovnim dogovorom, kakorkoli že, iz načelnih razlogov. In drugič, stari vrhovni vodja Hamenej, njegova pogrebna procesija se bo začela 4. julija. To ni znak režima, ki bi sprejel mir in ponovno vključitev. Prav. In nazadnje, najmanj pomembno, Kaveh Shahrur, kakšno je vaše mnenje o tem vprašanju? Mislim, da bo mirovni dogovor ob upoštevanju vseh verjetnosti zdržal. Dve glavni strani, ki sta v to vpleteni, Združene države Amerike in Iran, nimata prav veliko motivacije, da bi se znova spustili v vojno. Iran je bil, kljub vsemu svojemu bahavosti in retoriki, zaradi te vojne zelo močno prizadet in poškodovan. In Donald Trump, ta vojna je bila zanj politična katastrofa. Gospodarsko so Američani trpeli, ne želijo si te vojne, zato mislim, da nobena stran nima motivacije. Neznanka tukaj je Izrael. Očitno niso zadovoljni s tem in morda imajo motivacijo, da dogovor spodkopljajo. V redu. Rada bi se vam vsem zahvalila za vaše odgovore. Zdaj bomo odprli razpravo za daljše odgovore, vendar jih vseeno poskušajte ohraniti jedrnate. Želimo slišati vse. Ta dogovor so nekateri označili za zgodovinski preboj, drugi pa za začasno premirje, preoblečeno v diplomacijo. Moje vprašanje zate je, kaj od tega drži, Kaveh? Mislim, da nas to v resnici samo vrača na stanje, kakršno je bilo pred vojno, če sem iskren. In žal mislim, da to iranski režim samo še okrepi. Zdaj obstaja grožnja zunanjih napadov. Mislim, to je bila vedno tista grožnja, ki se je lahko uporabila proti Islamski republiki. Ta grožnja bo v veliki meri izginila. Iranski režim zdaj ve, da lahko vedno pokaže svojo moč in nadzoruje Hormuško ožino. Veliko denarja bo priteklo v njegove blagajne. In kar zadeva njihove jedrske obveznosti, če jih bo sploh kaj kot rezultat teh pogajanj, mislim, da Donald Trump ni pokazal, da je posebej dober pogajalec. Mislim, da ne bo dosegel veliko boljše pogodbe, kot jo je dosegla Obamova administracija, pa tudi balistične rakete in podpora proxy skupinam. Vse te stvari niso niti omenjene v memorandumu o soglasju. Zato mislim, da bo Iran dejansko na boljšem zaradi tega, kar prihaja. Kostra, zanima me tvoje mnenje. Misliš, da bo ta dogovor dolgoročno pripeljal do padca Islamske republike? Ni pomembno, kaj ta dogovor vsebuje. Islamski republiki omogoča premor, da se ponovno zbere, obnovi svoje vojaške zmogljivosti, ponovno vzpostavi nadzor znotraj Irana in ji zagotovi finančna sredstva. Dobra stvar pri Islamski republiki pa je, da jo vodi skupina hazarderjev, ki vedno gredo predaleč.
To so storili že v preteklosti. Enako bodo storili tudi v prihodnosti. Konflikt bodo stopnjevali znotraj meja Irana proti iranskemu ljudstvu in zunaj meja Irana proti svetovnim silam. To jih bo dejansko pripeljalo do njihovega propada. Verjamem, da bo ta dogovor, denar, ki ga bodo prejeli, memorandum o soglasju, njegova struktura, dal jim bo napačen vtis, da so zmagali v vojni in zaradi tega bodo precenili svoje zmožnosti. Zanima me, profesor Gardner, kaj imate o tem zapovedati? Ali menite, da je padec Islamske republike neizbežen, kot je to nakazal izraelski premijer Netanjahu, še posebej po podpisu tega dogovora? Sprememba režima ni prišla po teh dveh vojnah. In sprememba režima je bila že na dnevnem redu mnogih opozicijskih voditeljev, vendar je režim vztrajal že 47 let. Vendar je res, da sta se vlada in sistem na nek način spremenila. Stara revolucionarna garda ni več na oblasti. In vidimo učinkovitejše voditelje revolucionarne garde, ki bolj razmišljajo o vojaški moči kot o verski ideologiji. Tako so se potegnili nauke iz iransko-iraške vojne, ne toliko iz iranske revolucije. Tako bomo videli spremembo, morda več odprtosti v družbi, ne pa toliko na politični ravni. Ostalo bo avtoritarno, vendar bomo vseeno videli neko spremembo. In seveda, če se memorandum izvede in odpravi nekatere sankcije ter odmrzne sredstva, se ne strinjam, da bo vse šlo za vojsko ali za odporniški pol, ker tudi nov sistem se boji opozicije, demonstracij in zadnje demonstracije so izbruhnile zaradi gospodarskih težav. Torej, mora sistem in vlada nekaj storiti glede teh gospodarskih težav. Veliko tega denarja mora iti v iransko gospodarstvo. Zanimivo, Kave. Misliš, da je pošteno reči, da smo te proteste videli zaradi gospodarskih razmer? Misliš, da obstaja možnost, da v trenutnih razmerah ne bomo več videli protestov iranske javnosti? Ne. Mislim, seveda je gospodarstvo pomemben dejavnik, vendar to nikakor ni edina zamera, ki jo imajo Iranci. Iranci so bili 47 let brutalno zatirani strani svojega režima. Bili so umorjeni. Bili so podvrženi apartheidskemu sistemu, uzakonjenemu z zakonom. Iranci imajo veliko zamer in gospodarstvo je le del tega. In tudi ne mislim, da bo dotok denarja v sistem bistveno izboljšal gospodarski položaj povprečnega Iranca, saj bo velik del tega denarja ukraden. Veste, Iran ima enega najbolj skorumpiranih režimov na svetu. Velik del tega bo preusmerjen v vojaške programe, teroristične posredniške skupine in podobno. Torej, najprej mislim, da gospodarske težave za povprečnega Iranca ne bodo izginile. In drugič, tudi če bi to popravili, mislim, da imajo Iranci veliko jeze. Zato mislim, da bomo videli še več uporov proti temu režimu strani iranskega ljudstva. Iransko ljudstvo je zelo jasno povedalo, da si želi, da ta režim izgine. Ampak mislim, da bo žalostno, ker se bodo morali soočiti z režimom, ki je bil okrepljen zaradi odločitev Trumpove administracije. Zdaj, veste, seveda gledamo na situacijo, kjer gospodarstvo v zalivu drsijo v recesijo. Države v razvoju so začele omejevati gorivo. Ameriška inflacija je dosegla najvišjo raven v zadnjih 3 letih. Tudi če ta dogovor dejansko obstane, koliko časa bo preteklo, preden bodo običajni ljudje dejansko občutili razliko zaradi tega, kar se dogaja na terenu? In veste, očitno vemo, da so politični interesi igrali, lahko rečemo, zelo pomembno vlogo pri odločitvah Donalda Trumpa. Veliko jih pravi, da bomo po vmesnih volitvah videli, kako se bodo Združene države Amerike in Iran znova podali v vojno. Kakšno je vaše mnenje o tem? In rada bi to vprašala posebej Khosroja. Preden odgovorim na to vprašanje, bi rad odzval na nekaj, kar je povedal profesor. Z vsem spoštovanjem, gospod, živite v neobstoječem vzporednem vesolju.
V katerem vesolju je Islamska republika postala manj ideološko vodena? Ali poslušate propagando, ki prihaja iz režima? Ali berete njihove časopise? Ali gledate njihovo državno televizijo? To preprosto ni res. Propaganda in ideologija režima sta bila v zadnjih nekaj tednih še dodatno okrepljena. To, kar govorite, je popolnoma v nasprotju z dejstvi. Pravzaprav sprejemajo skrajne robove šiitskega islamizma. Jezik, ki prihaja iz Teherana, je jezik islamističnega ekspanzionističnega režima, ki meni, da je zmagal v vojni proti Združenim državam in Izraelu, ter se pripravlja na naslednji krog konflikta. Ni nobenega, prav nobenega znaka zmernosti, reforme ali spremembe v jeziku ali pristopu režima. Zdaj pa nazaj k vašemu dejanskemu vprašanju. Zalivske države so v preteklem letu, poleg Združenih držav Amerike in Izraela, Islamska republika napadla 12 držav. 12 držav, vključno z ZDA in Izraelom. Še naprej bodo rožljali z orožjem tu in tam ter grozili vsakemu regionalnemu akterju. Kot je omenil, Kave ne bodo uporabili niti enega samega centa denarja, ki ga bodo zaslužili s tem memorandumom o soglasju, če sploh kaj zaslužijo, za iransko ljudstvo. To bo še poslabšalo gospodarsko situacijo v državi. Ko se pogovarjaš z ljudmi v Iranu, si ne morejo privoščiti najemnine, ne morejo si privoščiti zdravstvene oskrbe, ne morejo si privoščiti hrane. Ljudje se resnično borijo. In to še ni vse. V zadnjih 2-3 mesecih je režim po vsej državi prirejal nočne shode. Z nasilneži tega režima, ki so hodili po ulicah, nadlegovali ljudi, vpili in vzklikali ter slavili svojo zmago nad Združenimi državami in Izraelom. Zmotno mislijo, da je to zmaga, a tako oni to dojemajo. In to jih je opogumilo pri zatiranju iranskega ljudstva. Že vidimo znake, da režim zaostruje ukrepe proti ženskam, proti njenim pravicam glede hidžaba. Vidimo tudi nadaljne zatiranje državljanske nepokorščine. Koliko Irancev trenutno gnije v zaporu? Koliko Irancev je vsak dan usmrčenih v državi? Vse to bo še povečalo bes, ki se je nabralo januarja, ko so milijoni Irancev prišli na ulice. 10 tisoče jih je bilo hladnokrvno ubitih, nedolžni Iranci, ki niso bili oboroženi. Ta bes bo znova izbruhnil na ulicah prej, kot si kdorkoli lahko predstavlja. Veste, profesor Gardner, seveda bi rada slišala vaš odziv na vse, kar je pravkar povedal Kostro, in potem bomo nadaljevali našo razpravo. Režim je ugotovil, da religija ne more več tako močno mobilizirati ljudi. In po prvi vojni se je sistem in vlada, režim obrnil k nacionalizmu. Torej, kar slišimo, je veliko bolj nacionalistična ideologija, nacionalistični režim, ki poskuša vključiti vse dele družbe. Torej, tisti, ki so bili prav tako nezadovoljni z režimom in so sodelovali na demonstracijah januarja, tako bi se mnogi od njih zaradi vojne poenotili okoli države. In samo poglejte družbo. Tako da represija v smislu verskih pravil slabi. Ampak seveda avtoritarni režim se krepi. Torej vidimo spremembo, nismo se vrnili v stanje po letu 1979. Tako je, to napačna domneva nekaterih analitikov. Še enkrat. To dejansko ni res. Islamska republika, uvedba šeriatskega prava, se v državi ni omilila. O čemer govorite? Popolno sprejetje nacionalizma strani Islamske republike. Se je to gibanje začelo s prvim predsedniškim mandatom Mahmuda Ahmadinedžada leta 2005. To je bila celotna kampanja Islamske republike, ki poteka že več kot 20 leti. Ali niste spremljali primere, o katerem govorite? Ali pa ste zavedeni s polovičnimi resnicami? Kave, videla sem, da si želel odgovoriti. Ja, bom skočil noter. Mislim, da vidim prednosti v argumentih, ki jih navajata oba gospoda. Če sem iskren s tabo,
Mislim, da ni tako pomembno, ali Islamska republika uporablja vero ali nacionalizem. Njena represija ostaja enaka. Torej, profesor je bi odgovoril, da je režim pred kratkim napovedal, da bo žensko po imenu Parastu Ahmadi bičal samo zato, ker je pela v neposrednem prenosu. 74 udarcev z bičem za to. Veš, to ni režim, ki bi umirjal svoje vedenje. Strinjam se s tabo, mislim, da se vedno bolj zanaša na nacionalistično retoriko, ker Iranci na to nekoliko bolj reagirajo. Ampak mislim, da se temeljna narava režima ne spreminja. Represija je vgrajena v samo DNK tega sistema. In ne mislim, da bi jedrski sporazum ali sprememba voditeljev to kaj spremenila. To je režim, ki uspeva in obstaja zato, da podreja svoje prebivalstvo. Tako deluje. Veste, Trump očitno razglaša ta dogovor kot velik preboj. Pravi, da bo prinesel mir celotnemu Bližnjemu vzhodu. Seveda pa se sprašujem, kdo je pravzaprav zmagal, bi rekli. Če pogledate pogoje tega dogovora, teh 14 različnih točk, kave, pravzaprav bi rada najprej slišala tvoj odgovor na to. To sem povedal na družbenih omrežjih in bom povedal tudi tukaj. Mislim, da je bil to verjetno eden najbolj šokantnih trenutkov v ameriški vojaški zgodovini. Kar zadeva kapitulacijo Američanov, kar zadeva predajo, ki so jo pokazali s tem memorandumom o soglasju. Mislim, da ni mogoče na noben način prikazati tega memoranduma o soglasju tako, da bi Američani izpadli kot zmagovalci tega dogovora. Praktično vsaka od teh 14 točk v memorandumu o soglasju je v korist Irancev. To je seznam želja Irancev. In veste, iranski režim, nekateri znotraj režima dajejo vtis, da so proti temu. Ampak resnično mislim, da si niso mogli predstavljati, da bodo iz tega dobili boljši dogovor. Ogromno denarja. Veste, rekli so, da bodo v bistvu nadzorovali Hormuško ožino. Za 60 dni memorandum o soglasju pravi, da za to ne bodo zaračunavali, kar nakazuje, da imajo kasneje pravico zaračunavati za uporabo Hormuške ožine in tako naprej. Tako da po mojem ni dvoma, da so Iranci žal, čeprav mi je to težko reči, Iranci so iz tega odšli kot zmagovalci. In iskreno, vse to je posledica kratkovidnosti Donalda Trumpa in njegove administracije. Profesorica Gardner, kako vi to vidite? Je to zmaga za Trumpovo administracijo ali za Islamsko republiko Iran? Ne vidim tega kot igre z ničelno vsoto. In to ni nogometna tekma, kjer nekdo zmaga ali izgubi. Torej, mora tak memorandum ali pogodba ali karkoli že bo obravnavati vse pritožbe in interese. In seveda memorandum omenja 4 zelo pomembne točke. To je seveda konec vseh vojn, vključno z Libanonom, ki je del ene izmed njih. Drugič pa tudi odprtje Hormuške ožine, odstranitev dvojne blokade. Tretjič, jedrsko vprašanje in za nas odprava sankcij ter odmrznitev iranskih sredstev. Torej, problem niso vprašanja, ki so tukaj obravnavana, problem je zaporedje, kaj pride najprej. In vidimo, da se zdaj Libanon uporablja proti Hormuški ožini in vsako vprašanje se nekako uporablja eno proti drugemu. Zato predlagam, da si vsako vprašanje ogledamo posebej, ga predebatiramo in se dogovorimo. Zaporedje pa pride kasneje. Tako da, in rekel bi, čeprav se sliši provokativno, mislim, da je jedrsko vprašanje najlažje rešiti, ker je že veliko stvari, na katerih lahko gradimo. Ko že govorimo o jedrskem vprašanju, Kostro, zanima me tvoje mnenje o tem. Veš, ali je ta dogovor podoben JCPOA, je kaj drugačen? Kdo sploh ve, kaj se bo zgodilo s tem dogovorom? Preden smo vstopili v ta studio, da bi posneli to razpravo, smo prejemali poročila, da so pogajalci Islamske republike zapustili pogajanja. Islamska republika počne to, kar je vedno počela. Poskušajo pridobiti čas in podaljšati to obdobje, ki ga bodo uporabili za obnovo svojih vojaških zmogljivosti. Rad bi dodal še eno stvar glede tega, kdo je zmagal in kdo je izgubil to vojno. Islamska republika, vojna, ki jo je začela. Te vojne niso začele Združene države Amerike ali Izrael. To je vojna, ki jo je Islamska republika začela s svojo ustanovitvijo leta 1979. Osnovni cilj te vojne je bila vzpostavitev univerzalne islamistične države zunaj meja Irana. In sekundarni cilj te kampanje je izbris judovske države in poboj vseh Judov na Bližnjem vzhodu. Dokler dihamo, dokler se upiramo,
nismo izgubili. V diplomatski bitki smo popustili Islamski republiki in to je bila napaka. Toda vojna ni končana, dokler Islamska republika diha. To je vse v oddaji Global Eye. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Na i24 News English sem Nataša Kiročuk. Ostanite z nami na i24 News English za nadaljne sprotno poročanje o najnovejših novicah z Bližnjega vzhoda in iz Izraela. Se vidimo naslednjič.